Najprej bi pač predstavila profesor Janeza Vogrinca, čeprav verjetno ga vsi poznate. Profesor je pač strokovnjak z področja pedagoške metodologije in statistike, dekan pedagoške fakultete, pa zasledila sem, da ste tudi predsednik Nacionalne komisije za preverjanje znanja, tako da predpostavljam, imate zelo, zelo dober vpogled v stanje v Sloveniji. Doktor Orlič, sem ga že nekako danes predstavila. On sicer je ustanovitelj fundacije Knowledge for All, kar bo verjetno bolj natančno sam predstavil. Sicer sodeluje tudi z Inštitutom Jožef Štefan, je kontaktna oseba UNESCO katedre na inštitutu in pa soustanovitelj je platforme Video Lectures, kar verjetno tudi večina vas pozna, tudi trenutno smo aktivni na tej platformi. Toliko, da veste, kdo sta moja dva sogovornika. Zdaj, vprašanj imamo veliko. Predno bi mogoče jaz vas začela voditi s svojimi vprašanji, bi pa vseeno želela vam dati pač besedo, da mogoče vi sami na začetku kaj poveste o tej problematiki, pa potem še Davor, potem pa bi se mogoče spustili bolj v debato. Lepo pozdravljeni. Tako kot je bilo že povedano, jaz prihajam iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer imamo tudi študijski program, torej eno vezavo znotraj študijskega programa, kjer izobražujemo prihodnje učitelje računalništva. Je pa naša fakulteta v zadnjih letih vključena v različne projekte, ki potekajo v Sloveniji, in so ravno tako namenjeni razvijanju informacijsko-komunikacijske tehnologije. En projekt smo že zaključili, to je bil IKT v pedagoških študijskih programih. Drug projekt, o katerem bo pa več povedal kasneje kolega iz Filozofske fakultete, dr. Marko Radovan, Digitalna univerza v Ljubljani, pa pravzaprav še poteka in je ravno tako namenjen usposabljanju oziroma tudi posodabljanju različnih stvari na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tako da to, kar se bom verjetno jaz v svojih odgovorih oziroma v diskusiji osredotočil, je predvsem usposobljenost slovenskih učiteljev na tem področju in pa kaj pravzaprav na tem področju naredimo sedaj, zato da bodo prihodnje generacije učiteljev pravzaprav bolje izobražene na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Hvala lepa. Lep pozdrav, moje ime je Davor, nadomeščam Mitjo Jermola, ki je na službeni poti, nadomeščam tudi Gašperja Hrasla iz UNESCO komisije, ki tudi ni mogel danes biti, tako da sem se priletel, kot bi rekli na obali, iz Londona. Več vlog imam, ena je na fundaciji Knowledge for All, ki je v bistvu v resnici edina evropska fundacija za umetno inteligenco, a pa na področju AI-ja, druga je pa na inštitutu, kjer smo se v zadnjih letih ne samo v raziskavah, ampak tudi torej, ko se reče policy politikah, torej v policy makingu glede odprtega izobraževanja in na koncu zdaj tudi s produkti se zelo močno, ne bom rekel ukvarjamo, ampak skušamo v bistvu najti najboljši način, kako teorijo, prakso in produkte in raziskave nekako pripeljati in združiti na nek tak način. Zelo veliko sodelujemo z UNESCO-om, z OECD-jem, z zelo veliko AI laboratoriji v tem trenutku. AI je zdaj seveda hype, tako da je zelo razburljivo obdobje. Nedvomno. Moram priznati, da sedim zdaj tako med strokovnjakom za pedagogiko, ki verjetno bolj poznata človeški faktor, pa strokovnjakom za tehnologijo, ki bolj pozna tehnologijo, oba verjetno pač
nekako razumeta in eno in drugo področje. Hkrati pa tudi sedimo v eni taki baročni stavbi, kjer moram priznati, da v 2 letih tudi enkrat nisem imela težav z dostopom do interneta, zmeraj mi je super delal, hiter delal, tako da res smo tako v takem zelo zanimivem okolju. No, ampak mogoče pač, če bi začela to debato, recimo na začetku, pri družbi, bi bilo pač moje vprašanje, no, ali se vama zdi, da je družba že dovolj razvita, dovolj pripravljena, da vskočimo v tehnologijo. Zdaj, družba pomeni veliko, ne pomeni samo akademsko okolje, pomeni tudi domače okolje, pomeni podpora različnih pač faktorjev oziroma akterjev te družbe. Zdaj, zanima me vajino mnenje, no. Ali smo že dovolj daleč, da lahko razmišljamo o tem, oziroma kaj pa bi bilo še potrebno postoriti, da bi prišli do te faze, ko lahko rečemo, ja, zdaj smo pa pripravljeni, zdaj moramo pa res samo še začeti uporabljati tehnologijo. Se pravzaprav niti ne vem, če lahko rečem ali pa če lahko razmišljamo o tem, da bomo kdaj povsem pripravljeni na vse spremembe, ki se na tem področju dogajajo, ne. Jaz, če pogledam nekoliko bolj to pedagoško področje, mislim, da je na tem področju v zadnjem obdobju bil sicer narejen kar nek napredek. Če je zadosten napredek, pravzaprav že majčkeno dvomim v to. Mislim, da je seveda možno še marsikaj na tem področju narediti. Recimo, če izhajam iz pedagoških programov, to, kar pač nekako najbolje poznam, nam se je zdel že zelo velik dosežek to, da smo pri pripravi bolonjskih študijskih programov, ki smo jih se na naši fakulteti začeli izvajati leta 2009-10, v vse naše študijske programe vključili en predmet, kjer študentje slišijo nekaj o informacijsko-komunikacijski tehnologiji. To je pravzaprav se nam takrat zdelo zelo veliko, ne. Zdaj, če pač pogledamo današnje razmere, je v bistvu zagotovo to premalo, ne. Je pa vendarle nek začetek, ne. Se mi zdi tudi, da je to neko področje, kjer verjetno obstajajo največje razlike, pa eno od področij, kjer obstajajo zelo velike razlike ne samo med različnimi generacijami, ampak pravzaprav tudi med posamezniki. Seveda, recimo učitelji, vzgojitelji, ki imajo že več let delovnih izkušenj v času svojega študija, o tem področju niso pravzaprav slišali nič. Pa ni zdaj samo problem v tem, da niso dobili znanja, mislim, da je pravzaprav večji problem v tem, kakšna je naravnanost posameznika do informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ker tudi, če nekdo v času svojega študija ni pridobil konkretno znanja o tem področju, če je uspel spoznati to področje na način, da vidi v njem predvsem prednosti, torej nekaj, kar lahko prispeva k bolj kakovostnemu znanju naših učencev, potem ima zagotovo priložnosti, da pridobi to znanje, kako pravzaprav informacijsko-komunikacijsko tehnologijo upravljati pri svojem delu. Tisti, ki pa pravzaprav nima stališč pozitivno naravnanih do tega področja, ne, tistemu pa pravzaprav tudi neko formalno znanje na tem področju ne bo kaj veliko koristilo, ker bo pravzaprav se bolj zatekel na neke tradicionalnejše načine poučevanja, ki so morda se celo v njegovi praksi izkazali kot učinkoviti in ne bo iskal pravzaprav znanja z tega novega področja, ne. Tako da, kar se tiče družbe, torej tako kot sem nekako že omenil, mislim, da so na tem področju zelo velike razlike. Mislim, da se v zadnjem obdobju dela nek napredek, da je predvsem dosti priložnosti za to, da se na tem področju naučimo stvari, da jih začnemo uporabljati. Poleg znanja se mi zdi pa zelo pomembno seveda spreminjanje tega pogleda na to področje in pa, se pravi, ne gre samo za to, da znaš nekaj uporabiti, moraš tudi vedeti, kdaj uporabiti to tehnologijo in na kakšen način, ne. Se pravi, mi na pedagoškem področju govorimo predvsem
o tudi didaktični usposobljenosti, se pravi tudi učitelji, ki pravzaprav poznajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, jo dejansko morajo znati vključiti v pedagoški proces na ustrezen način. Ni vse primerno vedno, ampak moraš imeti pravzaprav znanje tudi o tem, da boš znal ustrezno načrtovati pedagoško delo. Ja, več kot, kako ne rečem, več kot da se strinjam z vami. Rada bi vam dala en praktičen primer. Ravno včeraj je imela ena študentka prvega letnika seminarsko nalogo na temo navidezne resničnosti. V 10 minutah je fantastično predstavila tehnologijo kot takšno, vedela je res vse podrobnosti, ampak potem na koncu sem jo vprašala, v kakšnem primeru bi pa ona to uporabila, da naj se pač prepusti domišljiji, naj razmisli, kje bi ona to praktično uporabila. Pač ustrašila se je, ker je pač nekako razumela, kot da je to zasliševanje profesorja in mi je pač neke formalne odgovore dala, ampak nisem pa uspela iz nje izvleči njeno idejo. To, kako si ona predstavlja, da bi lahko tehnologijo v praktičnem življenju uporabila. Tako da je dobila domačo nalogo, da do naslednjič razmisli. Lahko je bedasta ideja, ampak želim, da pride pač z neko idejo. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da pač imamo tehnologijo, da jo poznamo, ampak to ni dovolj. Tudi to, da jo znamo uporabljati, ni dovolj. Mi moramo narediti preskok v razmišljanju, zakaj bi to sploh uporabili. Če do zdaj, 200 let bila v uporabi neka tehnologija, zakaj bi zdaj nekaj novega uporabili. Ta preskok sem jaz recimo vsaj pri mlajših zaznala, da še ni prisoten tako, kot recimo bi si jaz želela. Mogoče Davor še tvoje mnenje? Ja, ne vem, kaj bi dodal, če res razmišljam. Mislim, kar naprimer vidim v Londonu je to, da je zelo veliko teh edtech podjetij, torej specifično tehnološka podjetja na temo izobraževanja. In so kar uspešni, zelo so uspešni. Druga stvar, ki se mi zdi, mislim, da družba je, ljudje hočejo, definitivno hočejo imeti aplikacije, ki jim bojo olajšale, ali pouk, ali kot študenti aplikacije, ki jim bojo olajšale karkoli drugega, mislim, vse. Američani so dobri v tem, ker razmišljajo zelo, bom rekel tako, human-centric glede tega, torej specifično, katere probleme rešujemo, na kakšen način, s katerimi tehnologijami. Tako kot je rekel Dominik, najprej problem in pol rešitev na vrhu. Se mi pa zdi, da mogoče, pa to je vedno nehvaležno, tako primerjati Slovenijo s tujino ali pa tujino s Slovenijo, to sem se že pogovarjala. Mogoče, če napeljem na Dominika, kar nas mogoče malo bremza, je nekakšen strah eksperimentirati. Mislim, da družba je pripravljena, mislim, da študenti so pripravljeni, mislim, da celo ministrstva so pripravljena, ampak nekako ni tistega, ko mu rečemo last mile, tistega klika v pogovoru. Še vedno skušamo imeti zelo vodene eksperimente na to temo. To pa ni ravno eksperiment. Preveč predvidevamo, kaj se bo zgodilo ven. In to mislim, zdaj, ko sem prebral tvoje drugo vprašanje, bi rad tudi nekaj pokazal točno na to temo. Se mi zdi, kar so dobro Angleži naredili, je to, da Brexit so pač naredili, karkoli so naredili, ampak se pa nekako znajo zmeniti v tem stilu, da naprimer so se pedagoški ljudje začeli pogovarjati s tehnologi. Naprimer Institute of Education, ki ali je ali ni, je vseeno pač najboljša inštitucija, kot oni sami pravijo zase, naprimer na temo izobraževanja, ampak imajo pa Research Lab, Knowledge Lab se imenuje, skupaj z University College Londonom, naprimer. In tam je en prostor, kjer startupi specifično delajo z investitorji in specifično z učitelji. Tam imajo prav mizo, kjer
imaš tehnologe, investitorja, ki je dal, ne vem, tok in tok, še researcherje, ne, in učitelje kot case studije, ki v bistvu dajo ta feedback loop v smislu, ali ta tehnologija sploh karkoli rešuje, in vsi so vključeni v pogovor, vključno z investitorjem, ki reče, ok, pa pač ne bomo investirali 20,000 funtov zdaj v tem prvem mesecu, ne, a pa dajmo še počakati 2 meseca, ali pa kakorkoli, ne. Skratka, meni se zdi, da je vse pripravljeno, sam ta pozitivni dialog, pa malo špekulacije mogoče malo manjka, no. Ne bi rekel pa, da manjkajo finance, to se pa mi zdi, da je zadnji izgovor, če zares. Sploh z otvortimi rešitvami, ne. Ja, pač jaz imam tudi vlogo mame, ne, imam tudi svoje otroke in pač dobro se spomnim, ko je bil sin recimo v vrtcu, so risali ogromno risbic, medtem ko fantki se z Lego kockami niso igrali na tak način, kot recimo sem si jaz predstavljala, da bi si morali, ne. Tako da se mi zdi, ko razmišljam o družbi, je tukaj še veliko manjših elementov, ne. Profesor Or je lepo pokazal, ne vem, kako se imenuje tisti drugi koncept, druga igra, ko ploščice ven. What was the second game? Ja, se mi zdi, no, da določene kockice še vedno manjkajo in da bi jih lahko dopolnili, ne. Tudi recimo slišala sem od finskih kolegov, da poučujejo v osnovni šoli veliko na osnovi Arduino sistemov, Raspberry in tako naprej. Imajo otipljiva orodja, ne, in učitelji to znajo uporabljati in učenci to potem vpijajo, ker jim je luštno, ker se igrajo, ne, in potem pridejo do fakultete že v bistvu opolnomočeni z nekim znanjem, z nekimi izkušnjami oziroma razumejo to kot del življenja, kot igro, ne, in to, vsaj tako kot jaz pač kot posameznica vidim, pogrešam recimo te majhne kockice, da bi se še zapolnile, ne. Ja, s tem se jaz kar strinjam, ja. Zdaj mogoče, če se vrnem nazaj na to študentko, ki ste jo prej omenili, na pedagoškem področju seveda govorimo o različnih ravneh znanja, ne. In ta primer, ki ste ga dali, se mi pravzaprav ne zdi vezan samo na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ampak je pravzaprav lahko, ga lahko najdemo na kateremkoli vsebinskem področju. Žal, ne, je pogosto tako, da učenci, pa tudi študentje, dijaki ni nobene bistvene razlike, predvsem znajo nekaj povedati, ne. Se pravi, imajo neko teoretično znanje, ki ga usvojijo, kar je pa pravzaprav najnižja raven, tako rekoč, znanja, ne. Zelo pogosto pa manjkajo tiste višje ravni znanja, se pravi, kako to, kar si se naučil, uporabiti v neki novi situaciji, kako prenesti v neke nove situacije in kako pravzaprav narediti tudi neko refleksijo o tem, kar pravzaprav počneš, ne. To je najtežje, ne, in to so pravzaprav tiste najvišje ravni znanja, in če bi seveda mi uspeli naš način delovanja ne samo v šolah, ampak dejansko tudi v celotni družbi prestaviti na te višje ravni, bi zagotovo to lahko bilo bistveno bolj učinkovito, ne. S tem sem na nek način prišel že tudi do te drugega področja, ki bi ga želel še pokomentirati. Že prej sem nekako omenil, ne, vi ste lepo predstavili zdaj ta primer povezovanja različnih znanstvenikov pri nekem skupnem problemu, ne. Tudi na tem področju informacijsko-komunikacijske tehnologije je dejansko pomembno združiti 3 različna področja. Ena je vsebina, ne, se pravi, če pač govorimo zdaj o pedagoškem delu, učitelj mora seveda dobro poznati vsebino tistega, kar pač predava, prenaša na učence, predava učencem. Druga zadeva je ta tehnični vidik, se pravi, ti moraš znati uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ne, ali pa moraš imeti nekoga, ki te bo to naučil, ki ti bo pri tem pomagal. Poleg vsebinskega in tehničnega vidika je pa v bistvu pomemben tudi ta didaktični vidik. Se pravi, da v bistvu veš, v kakšni situaciji in na kakšen način določeno vsebino obravnavati z določeno tehnologijo, ne. In zato je seveda pomembno, da se povezuje, da pravzaprav nastajajo neki interdisciplinarni timi.
Prej sem omenil 2 projekta, ki potekata tudi na drugih univerzah in sta namenjeni informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Tudi v teh projektih se nekako poskuša povezovati, pedagoški vidik, tehnični vidik informacijsko-komunikacijske tehnologije, pa recimo tudi ta vsebinski del, ki ga pa tako ali tako vsak profesor mora pravzaprav poznati. Šele s povezovanjem tega je dejansko možno potem računati na neke pozitivne učinke in na to, da bomo dejansko znali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo uporabljati v situacijah, ko bo pa to najustrezneje. Hvala lepa. Naprimer, en konkreten primer, če grem bolj operativno. Na inštitutu zdaj delamo, umetno inteligenco pa izobraževanje. V tej kombinaciji uporabljamo prosto dostopne vire oziroma open educational resources. To je zdaj zelo dobro, zaradi tega, ker ti viri so na internetu, so dostopni za nas in to je za nas super, ker so digitalni. Zdaj razvijamo top tehnologijo, ki bo vire zajemala po celem svetu, torej v različnih jezikih, v različnih formatih, v različnih oblikah, v različnih temah in tako naprej. Zdaj delamo nad tem, ampak v resnici tehnološko z machine learningom to vse znamo, zmanjka pa nam v bistvu tista ekspertiza, ki je pa pedagoška. Še vedno lahko mi sami približno simuliramo to, ampak v resnici bi pa rabili pedagoge za mizo. Naprimer, ena operativna zadeva bi bila fantastična, če bi 5 PhD študentov iz vašega, bom rekel, iz vaše stavble prišli k nam z našimi 5 PhD delati, naprimer, ali obratno. Torej, to bi si želel, to bi bilo naprimer super. Tako da se začne res ta konkreten AI ljudje pogovarjati z konkretnimi pedagogi in da se že tle zaštarta v bistvu zelo operativno. To se mi zdi, naprimer, skupni research lab, če sem konkreten. Ja, verjetno bi mogoče že v času študija lahko združevali študente iz različnih področji in bi se skupaj učili in skupaj pripravljali na te izzive v življenju. Ja. Ampak tako, če te dobro razumem, tvoje mnenje je, da je tehnologija pripravljena, treba bi jo bilo samo ustrezno prinesti do študenta oziroma nekoga, ki se uči. Zdaj, na kakšen način to izpeljati, eno je tako, da se stvari skupaj razvijajo, a imamo še kakšno drugo idejo? Zdaj, zagotovo je sam način študija tisti, ki lahko da največ nekih pozitivnih izkušenj na tem področju. V že 2 omenjenih projektih je namen predvsem to, da dobijo študentje pri svojih profesorjih in asistentih nek zgled. Se pravi, mi smo šli v teh projektih v posodabljanje izvedbe predmetov, se pravi, učni načrt ostane takšen, kakršen je, vsebine ostanejo enake, se pa poskuša potem s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije obravnavati to vsebino, ki je v učnem načrtu napisana. In s tem seveda dobijo študenti konkreten primer, kako je njihov profesor uporabil informacijsko tehnologijo za točno določeno vsebino. In seveda računamo na to, da če bodo imeli pozitivne izkušnje, zgled, kako je profesor to naredil oziroma asistent, bodo seveda potem tudi sami najprej v času študija na takšen način predstavljali recimo seminarske naloge ali pa kakšne druge obveznosti, ki jih imajo, in potem seveda to prenašali tudi na generacije učencev, ki jih bodo učili. Je pa pomembno, to, kar sem nekako že tudi poudaril, da so to dobri primeri. Se pravi, da pravzaprav ne uporablja, da ne vidijo učitelja, ki ne bo znal pravzaprav uporabiti te tehnologije, ki jo ima na razpolago in bi jo lahko na kakovosten način uporabil, če bi jo seveda znal. Zato recimo mi smo v teh projektih zasnovali 2 vrsti pomoči.
Ena je pomoč za tehnologijo, se pravi, če ne veš, kako neko zadevo uporabiti, da imaš nekoga, na katerega se lahko obrneš. Potem je didaktična pomoč. Govorimo o svetovanju, torej o dveh vrstah svetovanja in dejansko ugotavljamo, da se visokošolski učitelji in asistenti zelo pogosto obrnejo na to pomoč, se pravi, v resnici potrebujejo svetovanje, kako bi lahko te stvari uporabili na najbolj ustrezen način. Ne? Se pravi, ena zadeva, kako zdaj študente na to pripraviti, je seveda sam študijski program, da imajo predmete, znotraj katerih lahko usvojijo znanje o tem področju. Pomembno je, to je vse moje mnenje, da to ni samo en izoliran predmet, kjer se bodo to učili, potem bodo pa imeli v istem letniku 9 drugih predmetov, kjer recimo nikoli ne bodo uporabljali nobene informacijsko-komunikacijske tehnologije, ne? Ampak da dejansko je predmet, ki je namenjen predvsem temu področju, hkrati pa torej je ta vsebina vključena tudi v druge predmete, kjer lahko vidijo konkretne primere dobre uporabe, ne? To je pomembno, da je ta uporaba dobra uporaba. Zdaj, morda samo še pokomentiram, vi ste prej omenili, da finance niso problema, ne? Saj po mojem vpogledu v naš sistem, šolski sistem je tako, na določenih nivojih šolskega sistema mislim, da finance res niso največji problem, ali pa morda, da sploh niso problem. Imamo šole, ki so zelo dobro opremljene pravzaprav z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Ravno na univerzitetnem področju pa mislim, da pa so tudi finance problem. Saj v zadnjih letih vem, da marsikatera fakulteta, tudi naša, si dejansko nismo mogli privoščiti posodabljanja opreme, ki jo imamo, in se nam je začelo dogajati, da so študentje šli na prakso v kakšno dobro opremljeno šolo, osnovno šolo, kjer so spoznavali stvari, ki jih v času študija mi na fakulteti jim nismo pokazali. Enostavno zaradi tega, ker jih nismo imeli, ne. Tako da pri financah bi bilo treba, po mojem mnenju, malo paziti, no, kam se razporejajo, na kakšen način. Želel kaj na temo odprtih orodij, na to komentirati? Ja. Morajo biti 3 pikice in ne samo to. Ampak, naprimer, včeraj, ko sem letel sem, ne, sem razmišljal, kaj bi v bistvu predstavil, pa kaj bi povedal. Ne. In imam eno težavo, no ni težava, mogoče danes ni fajn reči težava, danes je bolj izziv, ne, ja, challenge. Ne. Tako da, evo, bom zdaj pokazal, kaj smo... Torej, v bistvu to je zdaj čisto nova stvar. Netipično za inštitut smo v Erasmus Plus projektu. Ne, to je ponovadi, bom rekel tako, to so ponovadi vaši projekti, ne naši. Mi imamo Horizon, vi pa jih pač dostikrat nimate. Ne. Ampak, naprimer, imeli smo, en problem smo zaznali in smo napisali Erasmus Plus in smo rekli, ok, zdaj bi pa, kako bomo zdaj to izpeljali. Ne. In sicer ideja je sledeča, ne. Kako skupaj dati formalno izobraževanje pa neformalno izobraževanje. Ne? Veliko je mostov, ampak recimo, da je en most kreditne točke. Ne? Zdaj vas povabim, da vtipkate v browser na telefonih credentify.eu. In to je v bistvu zelo oprijemljiv rezultat enega Erasmus Plus projekta na temo micro-credentials. Ideja je v tem, da smo zdefinirali mikrokreditne točke kot idejo, kako pofitati, ne vem, če je definicija 5 mikrokreditnih točk, je lahko ena ECTS točka. In pa smo rekli, ok, kako bomo to zdaj naredili? In rekli smo, rabimo eno tehnologijo, ki bo to pač prikazovala študentom, adminom na univerzah, ki bo lahko univerze povezovala in tako naprej. Ne? In pa smo rekli, ok, kako bomo to naredili? Najboljše bi bilo, to bi bilo zelo dobro narediti na blockchainu, naprimer. Ne? Pa smo rekli, ok, kako bomo to naredili? Ne? Ker nimamo ekspertize, smo se povezali kot tretja netipična stvar v Erasmus Plus z enim startupom v Sloveniji. Ne? Zanimiva stvar je ta, da ta startup imenuje se OK0xCert, je edini evropski
startup oziroma podjetje, ki se ukvarja z pametnimi rešitvami na blockchainu za konkretno izobraževanje. Ne? Vsa ostala podjetja so A v Švici, B v ZDA. Torej, ne? Zdaj tukaj smo, za to aplikacijo smo rekli, ok, kako lahko zdaj zblendam to dvoje in rekli smo, naprimer, če je ECTS čas, ne? Kako pa lahko, ne vem, en slovenski študent pogleda, ne vem, na Video Lectures 3 videe, zdaj zelo raztegujem to, ja? Ampak 3 videe in kako zdaj lahko pride na, torej, da so videe iz Univerze v Ljubljani, naprimer, in kako gre lahko nazaj na Univerzo v Ljubljani in rečem, dokazano sem si pogledal te videe od vas, gospod predavatelj, ampak popolnoma izven konteksta univerze. Ne? In kako mu tisti predavatelj lahko odklika micro-credential in reče, potrjujem. Ne? In kako gre lahko to na blockchain, da je res verificirano in kadarkoli, kjerkoli vedno preverjeno. Ne? Zdaj, moja razmišljanja včeraj popoldan na letalu so bila, tu imamo v bistvu the first European issuer of blockchain secured stackable ECTS credentials that are university and student owned and verifiable anywhere, anytime. Takega produkta v Evropi ni. Mi smo ga naredili v Sloveniji z našim slovenskim startupom, na inštitutu z našimi slovenskimi kolegi, ki rešujemo slovenski problem, ki je tudi evropski. Ampak ne, glede na to, da sem vse to povedal, zdaj pa ta problem, da ne morem priti do slovenskih univerz in reči, a lahko mi to pilotiramo z vami. Tega ne morem narediti. Tega mostu nimam. Ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da ne glede na to, da imamo ves ta brain in vse pač razmišljamo, nimamo še tega okolja, kjer se lahko zmenimo in to testiramo z univerzami v real life. Ne? Zato bomo verjetno šli, ne vem, na University College London in oni bodo rekli, super, bomo to mi probali, to pa res ima vrednost za našo univerzo, bomo videli. Bomo naredili en pilot 2 meseca, pa da vidimo. In mi bomo valjda rekli, ja, super. Ne? Ampak v Sloveniji, v Ljubljani, v Vipavi, v Mariboru, v Kopru tega ne morem narediti. In me to strašno muči in se mi zdi nonsens. In ne glede na to, da pridem sem in rečem, vse je zastojno. Kupili smo domeno, na blockchain je narejeno, vsi so fantje plačani, Kristjan, če grem že v ta slovenski nivo, kjer se poznamo, Kristjan dela na tem, David dela na tem, Urban dela na tem, vsi so čisto napaljeni. Ne? Ampak ne morem pa priti na univerzo in reči, a lahko potestiramo en semester s tem, da vidimo, kako to sploh in ali to je in kako lahko to spremenimo za tako da fita boljše našim univerzam. Ne? Ni mi jasno, ker prvi korak že imamo, ne? Sej tale Open Education Resources so v veliki meri že v uporabi. Ne? V bistvu jim samo omogoča, da oni verificirajo uporabo posameznega vira. Zakaj to ne gre skozi? Mislim, kje je treba problem? To je aplikacija, ne? Ko mora nekdo klikniti, pa iti noter, pa pogledati, pa reči, aha, Davor, njemu bom zdaj odobril to točko ali pa micro-credential, etc., ampak ne morem spilotirati s temi ljudmi, ne morem case studija narediti. Ne morem priti do enega profesora in mu reči, a bi ti to naredil z mano, ker mora on iti v management in v board in razlagati in govoriti in mu ne bo uspelo. To se pravi, da profesori ne kontrolirajo, če študentje dosegajo te materiale. Ne govorim o tem, to je že nivo v pilotiranju, v pilotu. Ne? Jaz govorim o tem, da ne morem zdaj poklicati na delo, pa reči vse slovenske univerze, ali pa ena, so v skupnem blockchain, certificates, credentials, ECTS na prednem pilotu edine v Evropi razvile in edine pilotirale. Tega ne morem narediti. Te novice na delu ne morem dobiti. To me muči. Kako je independent? Kako, prosim? Kako je independent? Ja, The Guardian, ki bo obroval.
Jaz bi imel en komentar glede tega. Jaz bi rekel, da je zelo jasen problem. Niste z univerzami to oblikovali. Povabili ste jih in za njih naredili. Ja, ampak naredili ste z Tampere pa litvansko, ne pa z ljubljansko oziroma slovenskimi. Dejansko, kot ste rekli, dejansko tudi Slovenska univerza dela ogromen Erasmus plus projektov, pa tudi Horizon in ERC-ev, ne samo Inštitut za Jožef Stefan, tako da sam bi rekel, da je osnovni problem ta. Vkolikor želijo slovenske univerze, ali pa lahko govorim za Univerzo v Ljubljani, pilotirati kakšne stvari, se morajo na to pripraviti. Seveda, ja. In v bistvu to tudi načrtujejo in kjer so partnerji, lahko tudi to naredijo. Ne. Sicer pa, vkolikor se nekaj gradi za univerze, je to v bistvu malo tako pokroviteljsko in jaz mislim, da je tu problem v pokroviteljskem odnosu do univerz in do tistih, ki v bistvu sokreirajo to znanje. Jaz mislim, da je to ta barijera, ki jo na nek način moramo preseči, ker v bistvu, tako kot imate vi navedene univerze tam spodaj, je kar nekaj Erasmus plus, pa tudi drugih projektov z področja izobraževalnih ved, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi, ne vem, če neposredno blockchain, ampak dejansko gredo za to, da ne gre samo za sodelovanje med okoljem, izobraževalnimi institucijami, tudi raziskovalnimi inštituti, ampak tudi v končni fazi z različnimi deležniki iz različnih držav, različnih sistemov in tudi različnih v končni fazi recimo temu institucionalnih ali pa akreditacijskih regulacij, kar pomeni tudi to je pogosto problem. Poprej je bilo rečeno, da v bistvu ravno torej način akreditiranja in evalviranja študijskih programov, ki ga poznamo, je pogosto, še posebej na kontinentu, precej bolj kot v Veliki Britaniji, reguliran. In tudi to je eden od razlogov. Ne moreš priti danes in jutri testirati. V tem prostoru to ni možno, ker je seveda treba poskrbeti za to, da študenti niso poskusni zajčki in drugič, da to planiraš in je to del tega razvoja, ki ga pa lahko počneš. No, mislim, če odgovorim, nisem čisto najboljše razumel pokroviteljsko, zaradi tega, ker načeloma so to inštitucije, ki z njimi to delamo, ne. Torej, to je precej dognano, ni tako, da smo zdaj se spomnili pa. Je pa moja osebna profesionalna želja poskusiti to v Sloveniji. Ne. Zavedam se tega, da ne moreš kar priti pa potrkati na vrata, ne. Ampak ravno o tem govorim, ne. Torej, tistih par korakov pred tem, zato da mogoče čez 2, 3, 4, 5, 10, 15 let, mogoče lahko še drugi deležniki delajo z univerzami v tem razvojnem in drugačnem smislu. Saj sem to razumel, pridite pri kreiranju ideje in jo skupaj dejansko zdizajnirate, za to gre. Ko imate vi idejo narejeno, to je pogosto pristop, ki ga dobivamo tudi od drugih deležnikov. Imajo idejo, jo v bistvu spravijo čez izdelavo in potem pridejo in nam pomagajo. To ni pomoč, to je dejansko nekaj, kar je zelo pokroviteljsko. Če skupaj dejansko izgradimo idejo, tudi ki jo vi imate, ker mi pa poznamo zelo dobro kontekst, pa tudi če kaj drugega, je dejansko to potem ideja, ki bo delovala. In jaz bi rekel, da potem je to verjetno smiselno delati na univerzi v Tamperah, na univerzi v Litvi, verjetno bo pa potrebno kakšne prilagoditve narediti za to, da bo to primerno za nas, naš visokošolski prostor. O tem govorim, ravno o tem govorim. Ampak, a je na vaši strani tudi predlog, ali je samo zdaj bila kritika? Mi smo vedno odprti. Ok, razumem. Torej, usmeritev Univerze v Novi Gorici v zadnjih nekaj letih je učenje nadaljavo in alternativni pristopi, zato sem presenečen, da sem zdaj izvedel, da ste bili zavrnjeni z naše strani. Tako da... Ne, nihče ni bil zavrnjen. Torej, ne, nismo bili zavrnjeni. Okay. Pa sem narobe razumel in vas vabim, da se oglasite pri našem prorektorju za izobraževanje, profesorju Franku, nemudoma, da se o teh zadevah začnemo pogovarjati. To jaz mislim, da je nekaj, kar velja natančno preučiti in se mogoče tudi iti pilotske projekte. Tako da slovenski visokošolski prostor ni tako zaklenjen, kot se zdi.
Lepa, no, zdaj ne razumem najbolje. Na eni strani ste rekli, da to ni mogoče, ampak jaz se vsaj v zadnjem letu ne spomnim, da bi z vaše strani prišla pobuda na Univerzo v Mariboru, s katero bi nas povabili k sodelovanju k temu, razen če ste to storili zadnji 2 leti nazaj, takrat pa ne vem. Čakali smo na produkt, čakali smo, da se to se skodira pravi, zadeva. Zato, na da mi Univerzo v vemo- Mariboru niste poslali prošnjo ali pa vabila, da se... Ne bi bilo smiselno iti v Maribor in reči, ja, nekaj imamo v teoriji, čez 2 leti pa pol bo, ne? Z partnerji v projektu smo zdizajnirani zadevo, ki stoji čez celo Evropo. Ker potem ne razumem, zakaj že vnaprej pravite, da v slovenskem prostoru to ni mogoče, če na nas sploh niste naslovili veliko ideje in nas povabili, da bi pri tem sodelovali. Enako kot Univerza v Novi Gorici je tudi Univerza v Mariboru pripravljena takšne stvari. Super, hvala. Ne? Super, Tako da, zmeljno. Hvala lepa. Sonja Rutar z Univerze na Primorskem, tudi prorektorica za študijske zadeve. Tudi do nas ni prišla nobena pobuda, bi pa želela poudariti naslednje. Ravno kar smo v procesu reakreditacije univerze. Postopek akreditacije je zelo natančno specificiran, z zelo podrobnimi podatki in izvedbami. Poudarila bi, da so sami predmeti, ki jih je potrebno pač oblikovati, so sestavljeni iz vsebine, ciljev, načinov izvedbe, načinov ocenjevanja in podobnega. Verjamem, da bi pilotske zadeve lahko bile izpeljane, če bi želeli pa izpeljati na način, ki bi bil sprejemljiv tudi za recimo celoten sistem, ki je uveljavljen, bi bile pa potrebne spremembe zlasti na tem področju, da bi imele v resnici univerze več možnosti, da bi lahko hitro spreminjale študijske programe, kajti če vam samo to na nek način predstavim, da imamo težave že s tem, da bi uveljavili nove izbirne predmete, za naslednje študijsko leto, boste verjetno verjeli, da so take spremembe zelo zahtevne. Mislim, da je celoten sistem v celoti rigiden, čeprav vsi, s katerimi sodelujemo, moram reči, da so naklonjeni kakršnikoli spremembam, pa vendarle, ko se znajdemo v konkretnih situacijah, so vejice, pike in podobne stvari stvar vprašanja. Kaj pa šele celoten sistem? Verjamem pa, da bi se dalo zagotovo dobiti nekaj učiteljev, visokošolskih učiteljev, ki bi takoj pristali na to. Me pa zanima, kako bi to izpadlo znotraj sistema in kaj bi se zgodilo, ko bi nekdo bil pozvan, kako si ti te kredite torej priznal. Ker v učnem načrtu piše drugače, prosim. Ja, definitivno, ja. Jaz sem res vesela, da je prišlo do vaše reakcije. Predvsem zaznavam dvoje, bom predala. Po eni strani razumem, da je pač sistem rigiden, tudi razumela sem, da je interes, kar mislim, da je super. Imamo tehnologijo, vemo, kaj so naše težave, želimo si jih odpraviti, tako da jaz razumem, da smo na zelo dobri poti. Moje odgovor na vprašanje je, da ja, tehnologije so. Če pa jih ni, pa se jih pač zgradi. Mogoče še moje mnenje, Viktorija Florjančič, Univerza na Primorskem, živa Davor. Imamo projekt uvajanja IKT v visoko šolstvo in v okviru tega projekta, imam 3 sodelavce, imamo tudi gosta iz Amerike, doktorja Westa, ki se ukvarja z micro-credentials. Je te stvari predstavil tudi na naši konferenci, pripravljamo tudi delavnico na to temo. In kar vidim tlele problem, to je tehnologija. Gre za certificiranje, temelji pač na blockchainu. Obstajajo številni portali, ki omogočajo micro-credentials. Mi bomo delavnico naredili predvsem v smeri, kako učitelja pripraviti na to, da bo lahko svoje vsebine pripravil za taka mikropriznanja in jih potem tudi objavil na tem portalu, kjer je dostopno. In ko sem kolegom Weston govorila, kako je to v Ameriki, ker oni to uporabljajo, on ima svoj predmet razdeljen na te mikrokredite in pač študentje imajo to javno objavljeno in tako naprej. Sem rekla, kaj pa s priznavanjem, ker te smo tem. Eno je certificiranje, drugo je pa priznavanje tega. In tu je problem tudi v Ameriki, ker noben profesor ne bo rekel, ok, ti si to znanje, te spretnosti dobil na neki drugi univerzi, ampak
To, kar jaz delam, je pa bolj pomembno, pa drugačno. Ne? In tu je problem že v ZDA, dobro je tle tudi finančni aspekt, ne? Ker so financirani drugače. Tako da jaz mislim, Davor, ideja seveda, tehnologija verižanja blokov je zanimiva, jo preverjamo, ima perspektivo, je še zmeraj v testiranju, tle so in zasebnost in druge stvari in tako, ampak problem je, jaz mislim, da je problem pri sprejemanju teh mikrokreditov kakorkoli in priznavanje teh. Ne. Tako da tehnologija je, bodi si te portali mikrokredentials, karkoli, ali tehnologija verižanja blokov. Problem bo tu v sistemu, ali to priznam ali ne. Univerza ima že zdaj priznavanje spretnosti znanj, ki so pridobljene na druge načine in obstajajo neke papirne stvari. Težko si predstavljam, že tem mikrokredentials, tem značkam ne zaupamo, kaj pa šele neki tehnologiji, ki bo v zadnji. Najbrž bo en čas moral. Mislim, samo če razumem, tri stvari zelo kratke, da ne bom zdaj kratko debate. Ena stvar je ta, da me je razjezilo to, da je prejšnji teden je MIT zbral seveda tiste ameriške univerze pa par evropskih, ne, in oni bojo zdaj isto stvar delali pač za sebe. Ne. In zakaj oni, če lahko tudi mi tako naredimo. Druga stvar je ta, tlele cel projekt, kjer so zgruntali vse na temo microcredentials in tako naprej. Ne. In tretja stvar je tudi ta, da tehnološko, tlele smo naredili, torej vse na tej ideji zgrajeno, vejca blockchain. Ne, tle nismo mislili zdaj blockchain pa pol vse ostalo. Ne. Blockchain je na koncu, niti ga nočemo omenjati. Ne. Rešitev je predvsem ta, da to zdaj nekako omogoča ta prenos, če naprimer gre en Erasmus, študent na Finsko pride nazaj, zdaj trenutno se te univerze, teh 3000 univerze nekaj po Evropi si to zdaj nekako komunicirajo na ni ene platforme, kjer bi si vse to komunicirali v smislu adminov, ne, dostikrat smo celo naredili raziskavo, pošiljajo prek Excel tabel ali pa Wordovih dokumentov. Ne. In ideja je v tem, da nek tak clearing house, ne, bi pa mogoče bila bolj verodostojna rešitev, ker se tudi veže na job market. Ne. Skratka, imaš svojo identiteto kot študent ali pa kakorkoli, ne, pač urejeno pa verificirano. Zdaj razmišljamo o tem, ali je to nekaj, kar lahko iz teoretičnega policy Erasmus Plus projekta prenesemo v resnično življenje. Ne. To ni zapisano noter v samem projektu, ne, ampak rekli smo, če smo že tu, ne, ali se lahko raztegnemo in to še naredimo. Ne. Predvsem je to, pa drugi tega ne naredijo, to lahko samo mi na inštitutu, ker se razjezimo, pa pač naredimo. Če probamo, ne. Sam na koncu bomo prišli do tistega, kar je bilo že omenjeno, ne, univerze smo tehnološko podhranjene, ne, da imamo probleme z infrastrukturo, probleme z identitetami študentov, se je že enotna študentska izkaznica, vse pač so problemi, ne, da ne govorimo o informatikah na univerzah, financiranje teh strokovnjakov. To se strinjam, ja. Mislim, ena težava, ki je, ne, imel sem zelo podobno zadevo na ta Danube Rectors Conference, in v bistvu je soba rekla, da enostavno tehnološko niso enostavno pripravljeni za inovacije. Enostavno tisti rektori so rekli, da to je vse ful fajn, ampak na koncu dneva mi nimamo ljudi, ki bi s tabo govorili za to, da se to zgodi. Če poenostavim zdaj pač za sobo. Ne. In to me je spet nekako tako še bolj približilo temu slovenskemu pilotu, pa ali bi bilo lažje za nas to narediti, torej za Slovenijo, narediti za Slovenijo. Ampak ne bom več. Najlepša hvala. Ne, jaz sem vesela, da smo začeli komunicirati, ne samo okrog mize, ampak v okviru celotne dvorane. Ja, mislim, da smo nekako zdaj tudi skupaj odgovorili na prvi dve vprašanji, ne, ki sem si jih jaz zastavila. Družba je pa ni pripravljena, tehnologija je pa ni, ne, zdaj moramo to samo vse skupaj združiti. Jaz še vedno osebno mislim, da pač s temi odprtimi rešitvami so te pristopi relativno poceni. Ne. Pač, mi, da so se danes pogovarjala, električni avtomobil je tudi zanimiv, ne, ampak ni veliko sploh Slovencev, ki si jih lahko privoščijo, čeprav verjamejo v idejo. Odprta orodja pa so relativno poceni, ne bom rekla, da so zastonj, ne, in zakaj jih ne bi uporabili. Je pa verjetno res potrebno kar nekaj časa. Ampak že spet, če se vrnem Pariškemu sporazumu, ne, ko sem ga na začetku omenila, pač tam je zaveza, da se bo od leta 2018 v 3 letih nekaj naredilo. Ne. In ta zaveza ministrov jo jaz razumem kot precej resno. Ne. Tako da
jaz mislim, da smo na dobri poti. Jaz bi se želela še nečesa dotakniti. No. Na začetku sem omenila, da ste tudi predsednik te nacionalne komisije za preverjanje znanja. Zdaj, v tem kontekstu sem zasledila, da imamo zdaj našo mladino zelo raznoliko, ne, da je velik delež, kako naj rečem, otrok s posebnimi težavami, bodisi da pač se težje učijo ali pa da so pač opredeljeni kot nadarjeni. Zdaj, v kontekstu te raznolikosti, no, se sprašujem, na kakšen način zdaj to tehnologijo približati različni strukturi, ne bom rekla samo otrok, no, pač vseh učečih, ne. Ker po eni strani za pedagoga si predstavljam, oziroma tudi sama to izkušam, je zelo težko v določenem času in prostoru porazdeliti energijo in poučevati, da bo za vse primerna, ne, da bo za vse koristna in uspešna. Zdaj pa še tehnologijo vključiti, pripraviti vsa orodja in tudi tukaj, ne, rabiš pač posebne pristope, da zadostiš potrebam različne strukture pač teh, ki jih poučuješ, ne. Zdaj, kako vi gledate na to, a se vam zdi to problem oziroma izziv, kako se tega začeti lotevati, ne? Morda, če lahko samo pokomentiram še to prejšnjo zelo zanimivo diskusijo, pa bom navezal na to vprašanje, ne, ki ste ga zdaj postavili. Jaz sicer mislim, da tudi naš sistem ni več tako zelo rigiden, kot je bil včasih, ne. Res je, da imamo pač veliko pravil, ampak zelo pogosto je pa seveda tudi kakšna zadeva stvar interpretacije, kako razumeš določeno zadevo, ne. In se mi zdi, da si tudi sami zelo pogosto postavljamo kakšne omejitve, kakšne meje, preprosto zaradi tega, ker je na ta način tudi funkcionirati bistveno lažje, če lahko pravzaprav za vsako zadevo rečeš, ni v moje pristojnosti, me je nekdo drug to naročil, ne. Tudi odgovornosti za to potem ni treba prevzemati. In to, kar smo nekako zdaj vsi opozorili, ne, v tej diskusiji je, da nas kar povabite, ne, v naslednji projekt, ko si ga boste zamislili, že od začetka, ker če smo partnerji, potem seveda ni noben problem tudi implementirati kakšnih novosti. Pa tisto, kar moram tudi jaz povedati, da sem bil zelo presenečen v zadnjem obdobju, je, da se je tudi ministrstvo pristojno za šolstvo, bom rekel, upalo pripraviti razpise nekaterih projektov na način, da smo pravzaprav bile prisiljene, ne samo fakultete, ampak tudi različne univerze pravzaprav med sabo sodelovati, ne. To je po mojem mnenju kar neka redkost bila vse v preteklosti v Sloveniji, nekako smo bolj delali znotraj svoje inštitucije, zdaj so nas pa tudi določeni projekti prisilili za to, da sodelujemo in da se tudi pogovarjamo o tem, kaj pač na kakšni fakulteti oziroma na kakšni univerzi delamo. Tako da tudi to diskusijo lahko razumete na način, da smo vse fakultete oziroma univerze pripravljene sodelovati v takšnem projektu. Pa tudi, kar se tiče samega posodabljanja, ne, učnih načrtov pa teh stvari, veste, to je spet vprašanje avtonomija, ne, kaj pravzaprav posamezen pedagoški delavec razume kot svojo strokovno avtonomijo. Mi imamo učne načrte, mi se moramo držati vsebin, ki so zapisane, pa preverjati znanje, pa preverjati kompetence, ampak učni načrti niso napisani na način, to vsebino moraš obravnavati pa na ta način. Če boš pa za to vsebino uporabil vaš sistem, boš pa zdaj kršil zakonodajo in ne vem kaj še vse. To ni res. V projektu, jaz lahko govorim za našo univerzo ljubljansko, Digitalna UL, ravno kar poteka 65 posodobitev predmetov. Nismo šli v spreminjanje učnih načrtov. Zaradi projekta smo se odločili, da bomo 65 predmetov izvajali na drugačen način, kot smo jih v lanskem študijskem letu. Brez težav. Tako da smo v bistvu odprti za sodelovanje in tudi za uvajanje novosti. Te novosti, ki so povezane z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, smo pravzaprav mi začeli upoštevati tudi pri nacionalnem preverjanju znanja.
Tudi tukaj bi lahko rekli, gre za preverjanje znanja, državni sistem, rigiden sistem, se najdejo načini, kako pravzaprav te stvari uporabiti. Recimo s pomočjo različnih projektov, ki so potekali v Sloveniji, smo oblikovali sistem ORCA, to je kratica ORCA, ki omogoča v bistvu posamezni šoli, posameznemu ravnatelju, pa tudi gre do učitelja, da analizira vse podatke za svoje učence, za tekoče leto, pa tudi za pretekla leta in v bistvu naredi zelo poglobljeno analizo, kaj njegovi učenci znajo, česa ne znajo, kje so boljši od povprečja, kje so slabši, kje delajo napake. Potem imamo pa zraven sistem, spet elektronski sistem banke nalog, kjer so pravzaprav vse naloge, ki so bile v preteklih letih na nacionalnih preizkusih znanja, združene v enoten sistem in lahko dejansko učitelj sam sestavlja ali naloge za preverjanje znanja, za utrjevanje nekega znanja ali pa celo za svoje preizkuse znanja, ki jih potem da učencem in ima nabor, zelo širok nabor nalog. Ampak tukaj ne gre samo za to, da je to nabor nalog, zraven so tudi pravzaprav napisane napotki, kako to nalogo, kdaj to nalogo uporabiti in seveda tudi rešitve oziroma točkovanje, kako se pravzaprav posamezen delni odgovor znotraj neke naloge lahko potem točkuje. Tako da v bistvu tudi nacionalno preverjanje znanja se na ta način prilagaja tehnologiji, ki jo trenutno imamo na razpolagi in enako je potem tudi s posebnimi potrebami. Tukaj seveda se pa mi srečujemo na državni komisiji situacijo, ko nas dejansko starši opozarjajo na kakšno tehnologijo, ki so jo našli predvsem v tujini, da lahko bistveno prispeva k večji učinkovitosti, učni uspešnosti njegovega otroka, če bi to tehnologijo lahko uporabljal. In mi teh tehnologij ne poznamo. Tudi nismo strokovnjaki za to področje tam in moramo dejansko za vsak predlog, ki ga dobimo, razmisliti, ali ga lahko dovolimo v uporabo in vedno dovolimo v uporabo, če se ne spreminja zaradi njega standard znanja, ki naj bi ga tista naloga preverjala. In dokler pravzaprav se preverjajo enaki standardi znanja, imajo tudi učenci s posebnimi potrebami možnost uporabe kakšne tehnologije, ki je pravzaprav mi niti ne poznamo, da pravzaprav obstaja. In na tem področju, vse, kolikor sem se jaz zdaj v bistvu seznanil, so v zadnjem obdobju zelo veliki napredki, obstajajo učbeniki, ki so popolnoma prilagojeni posameznim skupinam otrok s posebnimi potrebami in jim resnično lahko zelo dobro pomagajo pri obravnavi neke učne vsebine. Tako da mislim, da gre tukaj za seznanjanje učiteljev, kakšne možnosti obstajajo trenutno v praksi, to pa je dejansko ta seznanjenost izredno pomembna in potem opozarjanje na to, predvsem na prednosti tega. In potem mislim, da ni več takšen problem v tej nevarnosti, to pomeni še dodaten napor. Seveda individualizacija pedagoškega dela je izredno pomembna. Mi ne moramo pričakovati, da bo vsak učitelj vsako učno uro lahko prilagodil individualnim značilnostim 25 učencev, ki jih ima v oddelku. Lahko pa absolutno najde neke načine, ki bodo imele pozitivne učinke na znanje učencev. Ja, tako ko vas poslušam, nekako razmišljam, da prej smo se pogovarjali, da pač potrebujemo neke tehnološke rešitve, potrebne so pilotne izvedbe, potreben je ta družbeni sistem, da to pač organizira, ampak zdaj pa razmišljam, da po vsej verjetnosti bomo pa potrebovali tudi dodaten kader znotraj fakultet, ki bo pomagal profesorjem oziroma učiteljem, predavateljem. Ker verjetno je res težko pričakovati, da je nekdo strokovnjak, v kemiji, v fiziki, pa da še pozna orodja, za navidezno resničnost in jih znati uporabljati na res učinkovit način, da jih bo približal nadarjenim, pa mogoče njim težko učečim otrokom oziroma študentom, je to res kar malo prehuda. Tako kot v podjetjih vidim, da ponavadi primanjkuje pač tega kadra od sistemskih inženirjev do pač ostalih računalniških strokovnjakov, se bojim, da tudi ta kader manjka zdaj znotraj fakultet in je verjetno tudi to del
te organizacije, o kateri je pač potrebno razmišljati, da poleg tehnologije potrebujemo kader, ki bo v bistvu ta vmesnika, ne, med zdaj recimo predavateljem pa tistim, ki študira. Davor, bi mogoče še ti kaj na to temo želel? Moraš mi še enkrat vprašanje postaviti. Aha, kaj je vprašanje? Pogovarjamo se predvsem o tem, ne, da struktura pač otrok oziroma študentov je zelo raznolika. Ne. Imaš zelo sposobne in imaš pač tiste, ki težko delajo. Zdaj verjetno na fakulteti, no, da ta struktura je vseeno mogoče malo bolj homogena, ampak vseeno, ko si v vlogi predavatelja in moraš zdaj ne samo, da pedagoško ne, se usposobiš, da znaš z njimi delati, ampak zdaj pa še orodja pripraviti na ta način, da bodo za njih dovolj zanimiva, pa da bodo vsi ti pristopi za njih učinkoviti, ne, je nekaj, kar v bistvu je velik zalogaj za tistega, ki se mora na vse to pripraviti. Ne. O tem razmišljamo oziroma se pač zdaj pogovarjamo. Ne, ne se pogovarjam, sem vprašanje specifično. V bistvu, ne vem, z naše strani, naprimer, kaj smo mi razmišljali, pa imamo v slajdih, ne, pa tega nisem pokazal, je naprimer ta ideja umetne inteligence in learning companiona, ne. Skratka, da imaš ne chatbot, ampak da imaš res learning companion, ne vem, na telefonu ali kakorkoli, ki ti kot dijaku, študentu, učencu pomaga. Na kakšen način ti pomaga mašina, je spet druga stvar, ne? Ampak da je ta human machine, human interaction. Ne? Torej nismo daleč od tega v Sloveniji, da v bistvu sestavimo aplikacijo, kjer lahko learnerji v bistvu, ne, se pogovarjajo z mašinami, mašine sprašujejo nazaj. Torej, človek se uči od mašine in mašina se uči od človeka. Ne? To je ta point machine learninga. Ne? Eno stvar, ki jo hočemo imeti, pa še nimamo, je, da je to v slovenščini. Ne? Druga stvar je, oziroma tretja, kako tako aplikacijo narediti na vrhu odprtih izobraževalnih virov, da je to lažje z licenciranjem. In tretja stvar je, kako v bistvu disability-je, ne, adresirati, torej ljudi, ki imajo disleksijo in tako naprej, ne, specifično, ne, tega je vedno več v šolskem sistemu, ne. Nekako to nam je zdaj challenge, imamo že prve korake narejene preko baze, ki se imenuje SAIK, Marko Grobelnik ima to na čez, digitalni glasnik. Tako da v bistvu mi se tudi sprašujemo iz stališča umetne inteligence, kako lahko pomagamo, ne? Torej kako lahko naredimo nekaj, kar lahko pomaga učencem v njihovem neformalnem, ne? Ampak je pa tudi res, da potrebujemo policije, ne, ki bojo to dovoljevali. To je ravno, kar zdaj govorim. Rabimo sandbox, ne, temu rečemo pač sandbox, nek okvir dogovorjen, ker se lahko take stvari testirajo legitimno in tako naprej, brez mogoče, ali pa da se izognemo besedi poskusni zajčki, to je mogoče maček, ampak da je bolj pač ustaljeno pa urejeno, no. Ja, spet smo nekako prišli do, kaj ne rečem, neke stične točke, ne. Vidimo, da tehnologija se res fantastično razvija, tudi vidimo, da je pripravljenost na drugi strani, zdaj mogoče samo to, kar je bil komentar, ne, prej, da moramo več sodelovati že v tej začetni razvojni fazi, no, tako da zdaj jaz ne vem, kakšen je namen rektorske konference, a se na koncu potem tudi določeni sklepi naredijo. Absolutno, če se bi jaz predlagala, da je en takih sklepov, da se recimo pri razvojnih zadevah najde, kaj ne rečem, skupni interes, ne, že od samega začetka, pa da se potem stvari peljejo naprej. Govorim pa absolutno bolj z vidika razvijalcev kot pa uporabnikov, čeprav tudi kot predavateljica, no, razumem tudi to drugo plat. Zdaj, čas kar beži, no, sodeč po mojem telefonu. Zdaj, dotaknili smo se že kar nekaj tem, mogoče nisem prav eksplicitno še vas tega vprašala, čeprav mislim, da smo posredno tudi že naslovili problem pripravljenosti strani učiteljev, ne. Tako kot sem tudi brala o rezultatih vaše raziskave,
je nekako razvidno, da učitelji, predavatelji si želijo tega napredka, v bistvu bolj potrebujejo neko pomoč. Ne vem, če želite še kakorkoli to komentirati. To je res, ja, kar ste povedali. Mi smo naredili na začetku projektu analizo stanja in kar se tiče mnenja pedagoških delavcev, se pravi učiteljev in asistentov zaposlenih na fakultetah, je precej mnenje naklonjeno uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Nas je zlasti razveselilo mnenje naših študentov, ki so skoraj vsi prepričani v to, da učitelj mora poznati tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Pomoč je potrebna, to sem nekako tudi že omenil, seveda različnim skupinam ljudi različne oblike pomoči. To, kar ste pa tudi prej vi omenili, tudi na fakultetah seveda potrebujemo neko pomoč. Mi imamo cilj oblikovanja centra, ki bi se ukvarjal z nudenjem pomoči, torej tudi po zaključku teh projektov, ki jih trenutno imamo, torej da bi obstajal na univerzi center, kjer bi lahko pedagoški delavci pridobili pomoč tako z tega didaktičnega kot z tehnološkega vidika za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Te stvari so seveda trenutno na članicah zelo različno urejene. Nekateri pač imajo službo, kjer lahko dobijo že zdaj to pomoč, nekateri takšne službe nimajo. Je pa seveda bistveno vprašanje vedno povezano tudi s financami. Namreč zdaj pa prehajamo na neko drugo področje. Strokovnjaki z področja informacijsko-komunikacijske tehnologije so seveda trenutno precej iskan kader. In dobiti dober kader, ki je pripravljen delati v javnem sektorju, če seveda lahko v zasebnem sektorju dobi trikrat ali celo večkrat višjo plačo, je pa huda težava trenutno. Mislim, da kar vsi srečujemo s pomanjkanjem strokovnjakov z tega področja, ki bi dejansko bili pripravljeni delati na fakultetah. Razpisi, ki jih imamo, se pogosto končajo brez ustreznega kandidata, tako da ideje so po oblikovanju takšnega centra, seveda sam center brez dobrih strokovnjakov pa ne bo mogel upravljati vloge tako, kot smo si jo mi zamislili. Ja, jaz sicer sem tudi zaposlena na Inštitutu Jožef Štefan in razumem, o čem govorite, tudi k nam recimo mladi z fakultete težje pridejo mogoče kot v podjetja, ampak po drugi strani je pa še vedno to ena množica zanesenjakov, tako da veliko ljudi pride zato, ker radi delajo na tem področju. Tako da jaz sem skoraj prepričana, da če se bodo tako zanimivi projekti začeli dogajati tudi znotraj recimo fakultet, jih bo že to pritegnilo. To si pa upam trditi, da je ena podskupina fantov in deklet, ki mogoče v teh letih še toliko ne razmišljajo o financah, ampak ker je zadeva toliko zanimiva, jih potegne. Tako da jaz vseeno ostajam optimistka. Zdaj bi jaz odprla, glede na to, da imamo še par minut, še našo zadnjo temo in sicer Davor je nekako že prej izpostavil, pa nas je mogoče malo odpeljalo v drugo smer. V Sloveniji imamo dobra znanja, znamo dobro delati, imamo super ideje in zakaj ne bi prinesli Slovenijo mogoče še korak naprej na tem področju tudi v tem svetovnem prostoru. Zdaj, skozi te projekte super sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami, upam, da tudi v slovenskem prostoru smo prej slišali, da se pač uspemo povezati in nekaj skupaj narediti, ampak zdaj v tem kontekstu prodora Slovenije v globalni prostor, vem, da se dogaja nekaj v okviru UNESCO, zdaj mogoče za poslušalce, ki ne vejo podrobnosti, bi verjetno bilo zanimivo, če bi Davor še kaj povedal na to temo. V bistvu je tako, 2013 je prišla ven komunikacija Evropske komisije za odprta učna okolja, to je bil prevod, ki je vsebovala vse te elemente odprtega izobraževanja, odprta pedagogika, torej karkoli to je.
No in v tistem recommendationu, torej Evropska komisija ima, oziroma parlament imajo 3 nivoje, imajo recommendation, torej communication, pa recommendation, pa directive, ne. Takrat smo pol se odločili, da naredimo en tak think tank, ki se imenuje Opening Up Slovenija. Nismo rekli Opening Up Slovenija Education ali pa Opening Up Slovenija Industries, ne, rekli smo samo Opening Up Slovenija, ne. In smo rekli, ok, vsi tisti deležniki, ki so v izobraževanju, od podjetij do študentov, do zavodov, univerz, vrtcev, vsi, ne, ne po principu uradnega človeka, ampak tistega, ki je proaktiven, smo nekako poklicali, zato da naredimo neko tako skupno agendo, kje lahko umetna inteligenca ali pa karkoli drugega, ne, se upelje ravno v, torej kako greš z inovacijami naprej, ne. No in tam smo se v bistvu tudi, smo povabili kot enih izmed zadnjih deležnikov Ministrstvo za šolstvo, zraven je bila tudi UNESCO nacionalna komisija in je rekla, wow, ok, a bi vi naredili nekaj skupaj z nami. In pa smo nekaj naredili, pa smo naredili še nekaj, pa še nekaj, še nekaj in pa smo se tako lotili, smo rekli, ok, odprli bomo veliko vrat in bomo videli, katera vrata pač se ne zaprejo, ne? In z UNESCO se pač niso zaprla, ne? Šli smo tudi na komisijo, povabili komisarko za izobraževanje v Slovenijo in tako naprej. Ampak ta specifična, če rečem tako, špura z UNESCO se je zelo dobro obrestovala za Slovenijo. Seveda mi to ne delamo za lastni interes, to je v nacionalnem državnem interesu, ne. In ideja je predvsem v tem, da smo zdaj v 2 letih smo imeli zelo organiziran pristop. Najprej smo imeli 2017 kongres, UNESCO kongres za odprto izobraževanje, pa smo imeli ogromno enih v Parizu pogovorov z, temu rečejo oni member stati, ne, z delegacijami. Dobili smo, ne vem, 1000 komentarjev na en dokument, ki je UNESCO Recommendation for Open Educational Resources, ne. In Slovenija je zdaj tista država, ki je to potisnila na mizo 195, torej 50 plus državam v UNESCO odboru in to naj bi se sprejelo novembra in ta recommendation bo šel zdaj novembra naprej, hopefully, če gre skozi, ne, 195 državam. Zdaj, kaj bomo s tem dosegli, je sledeče, da bo 195 držav vsake 2 ali 3 leta nazaj poročajo, kaj počnejo na področju odprtega izobraževanja, ne. Kar nas postavi v super položaj, ker imamo dostop do informacij prej kot kdorkoli drugi, ne. Smo dejansko relevantni na svetovni skali, ker resnica je ta, da smo premajhni in enostavno nas ni in kakorkoli se trudimo, enostavno naš glas ne pride skozi, razen če nas ne podprejo, ne vem, večje države, tipa Nemci, Francozi ali pa ne vem, Afričani, Nigerija ali pa Kenija, ne. Ampak zdaj imamo res en tak svojstven, distinktiven glas, ker vsi govorijo o Slovenija in to je res, ne. In ne samo tam, ampak na OECD-ju tudi, v delovni skupini za umetno inteligenco, smo zelo dobro zapisani in tako naprej in tako naprej. In je res en dober momentum, res dober momentum. Ne samo za umetno inteligenco in izobraževanje, ampak tudi ločeno, ne, za Slovenijo. Tako na kratko, no, to je en dokument, ki naj bi šel čez vseh 195 držav, enako kot gre čez Evropo, pač čez 27 držav grejo evropski mehanizmi, ne. Je pa še en trik, ker smo še vedno tako majhni, da si ne smemo privoščiti napak, sem že kliše, smo tudi naredili tehnologijo, ne, pripravljamo, kaj bi, torej, če je to zdaj policy dokument, tukaj top down, bomo mi zdaj dali po novembru še tehnologijo na voljo, ki je pa bottom up, ne, bomo ponudili drugim državam, ne. Imenuje se, če boste pogooglali X5GON, to je trenutno evropski projekt, ampak ideja je o tem, da znamo izobraževalne materiale iz različnih jezikov, različnih formatov, različnih kultur in tako naprej razumeti preko umetne inteligence in zapakirati v aplikacije ali pa drugačne
temu, kar mi rečemo servise, če rečem na kratko. Skratka, plastičen primer, v Indiji imajo materiale na temo British Raj, na nek način napisano, pa v hinduiščini, Angleži imajo za isto stvar v angleščini, pa na drugačen kulturološki način napisano. No, mi smo zdaj sposobni to razumeti preko naših odprtih orodij, torej semantično razumeti in jih dejansko dati na voljo tretjim strankam v akademiji in researchu, da na vrhu tega lahko naredijo, ne vem, prvi, zdaj si izmišljujem aplikacijo Matematika 1 za osnovnošolce, ki bo imela v resnici, bo bila v slovenščini, ampak od zadaj bo pa imela materijale iz celega sveta. Torej, kar precej tak močna tehnologija, ampak predvsem mi je pa všeč, da je slovenski paket, to mi je všeč. To mi je všeč, da pridemo gor in da smo Republika Slovenija. To mi ful paše, res. Ker pač gre mimo Davorja in Mitje in Gašperja in še 150 imen, ki je pač za tem. In pač všeč mi je, da smo dobri. Najlepša hvala. Jaz mislim, da je to res taka lepa zaključna beseda. Moramo biti ponosni na to, kaj smo in imamo res lepe stvari za pokazati. Imamo pa pač veliko izzivov, samo v končni fazi je to tudi čar življenja in dela. Če bi kdorkoli želel še karkoli vprašati, komentirati, imamo še par minut. Sicer se lahko pogovarjamo tudi v času kosila. Popoldne ste toplo vabljeni na delavnice, kjer mislim, da bo tudi prijetno in delovno vzdušje. Ampak zdaj, pa če želi še kdo vprašati kaj, komentirati. Hvala lepa, prej se nisem predstavil, Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. Moje mnenje je, da bistveno preveč pozornosti posvečamo uporabi IKT in bistveno premalo vsebini. Orodja IKT so orodja. To je nekaj, kar generira formo. In v zadnjih letih, če ne desetletjih, pravzaprav forma začenja prevladovati nad vsebino. In mlade generacije postajajo vse bolj vizualisti namesto verbalisti. In tukaj imamo ključen problem. V Združenih državah Amerike sem zasledil pred meseci, da se v osnovni šoli odločajo, ali bodo se otroci učili pisati ali tipkati na računalnik. Tukaj se odpira veliko stvari, ki so zelo problematične, ki pa se mi zdi, se bistveno premalo posvečajo na pozornost. Mene skrbijo mnenja mojih kolegov, ki pravijo, če bi današnjim generacijam študentov dal izpitno nalogo izpred 15 let, jih polovica ne bi rešila. Vprašanje seveda postavlja se, zakaj. Prej smo videli v uvodnem predavanju v tisti naboru različnih kriterijev, kazalnikov uspešnosti, na prvih mestih kazalniki, ki niso bili vezani na uporabo IKT, na neke konkretne vsebine, pač pa na sposobnosti posameznice in posameznikov, ki se nanašajo na njegovo pismenost, na sposobnost deduktivnega razmišljanja, na sposobnost komunikacije, se pravi stvari, ki oblikujejo osebnost. In tega z uporabo IKT zagotovo ne bomo mogli doseči v takšni meri, kot morda si kdo predstavlja. Preprosto zato, ker današnje generacije večinoma raje gledajo film, kot preberejo knjigo za čtivo. In to ima velike lahko za prihodnost negativne posledice. Jaz bi bil zelo vesel, da bi pravzaprav, čeprav je bilo danes tudi to povedano, ampak konec koncev orodja, ki jih uporabljamo, so relativno preprosta za uporabo. In zavedati se moramo tudi tega, da je IKT posel. In da tako kot je bilo prej rečeno, univerze smo pravzaprav oblegane z raznimi idejami, z raznimi rešitvami, ki so seveda produkti, ki jih moramo potem kupiti in ki jih moramo potem na nek način stlačiti bolj ali manj nekritično v naše vsebine, ker češ to je IKT in to je nekaj, kar mi moramo narediti. Na koncu pa opažamo, da smo vedno manj zadovoljni z znanjem, ki ga naši dijaki, učenci, študentje imajo. In seveda še vprašanje, kaj je tisto, kar pa
odnesejo iz univerze, zato da bodo v prihodnosti uspešni na svoji poklicni poti. Pred leti je zaslužni profesor na Univerzi v Mariboru imel v rokah 2 tablici, eno izpred 100 let, kjer je rekel, ta zagotovo deluje, kajti njo si je uporabljal Einstein, je uporabljal Newton, si je uporabljal množica ljudi, na drugi strani je imel sodobno tablico in je rekel, iz prve je šlo iz tablice v glavo, pri tej drugi gre iz glave v tablico. Zato je moje izhodišče, mogoče zaključek, zagotovo IKT, vendarle manj pozornosti na obliko in bistveno več na vsebino. Jaz bi mogoče samo na to upozorila. Zasledila sem, da pogosto uporabljate izraz IKT, medtem ko Davor se v bistvu te besede, mislim, da niti enkrat ni dotaknil, uporablja umetna inteligenca. V bistvu ravno s tem namenom razvoja na področju računalništva poteka v to smer, da približamo tehnologijo človeku in v bistvu človeka vključimo v tehnologijo. Tako da samo še to, pomislila sem, da z vami se zelo strinjam. Zavedam se pa, da recimo moj dedek je znal avto popraviti, ker ga je lahko pač odprl motor in je pač zadeve poštimal. Zdaj, jaz sicer še nimam električnega vozila, mogoče bo moj sin imel, on ne bo imel kaj šraufati, on pa moral znati tehnologijo, da bo lahko potem to uporabljal. Tako, v bistvu družba zelo naglo drvi naprej in to je tisto, čemur moramo slediti, ker nas prehiteva. Hvala lepa. Jaz sem reflektiral na naslov ene od tem, ki smo ga prebrali, kar pa zadeva umetno inteligenco. Sem pa sam zelo zadržan do tega poimenovanja, ker menim, da je zelo nevarno. Namreč najprej je treba definirati, kaj inteligenca je. To, o čemer se mi zdaj pogovarjamo, je v določeni meri bolje opredeliti kot visoka stopnja avtomatizacije in kompleksno razpoznavanje vzorcev. Deep learning, to je globoka omrežja, pravzaprav kje je tukaj inteligenca? Tu gre za v bistvu učenje določenih vzorcev, ki pa seveda potem lahko daje določene dosti kompleksne rezultate. Zakaj tako? Zato, ker če rečemo, da je to inteligenca, potem to vrstna opravila, sicer morda ne v takem kvantitativnem obsegu, ampak lahko pripišemo tudi marsikateri živali, živemu bitju, potem pa imamo etične in moralne probleme, kako pa sedaj priznati inteligenco kot takšno in tako da glede tega bi si želel, da bi strokovnjaki, ki na tem področju delajo, bili predvsej bolj previdni pri rabi tega izraza. Hvala lepa. Torej, zdaj se na tem področju umetne inteligence dogajajo sledeče stvari. Na OECD-ju smo vplivali v sobi polni policy makerjev, ki so imeli zelo, bom rekel, večinoma negativne ideje o umetni inteligenci in enako, tako kot vi mogoče pomisleke o uporabnosti, izvoru in vse. Smo imeli našega Marka Grobelnika, našega digitalnega glasnika, ki je edini tehničen človek tam jih pravzaprav ustavil in mi razložil in povedal in je tudi napisal en cel aneks, ki v resnici opisuje, kaj je to AI sistem. Pol je evropsko poročilo iz IRC iz Sevilje, ki opisuje umetno inteligenco v odnosu do izobraževanja, report tudi online. Tretja stvar je ta, da na UNESCO smo zdaj tudi v delovni skupini za etiko v AI. Tako da vse te stvari se zdaj trenutno so v definiranju in v definicijah. Veliko ljudi se s tem ukvarja, vključno z velikimi podjetji. In spet mi je všeč to, da smo ravno v to vse vpleteni in te vaše pomisleke dejansko ne samo, da odgovarjamo, ampak jih imamo res tam na mizi. Ampak ni mogoče vse tako negativno. Oziroma, vi niste bil ravno negativen, ampak polemično. Ja, razumem, od filozofsko naprej, Meni se zdi, da, torej, digitalna strategija, ne IKT, digitalna strategija je, meni se zdi, keyword, pa če hočemo karkoli na področju umetne inteligence in izobraževanja, potrebujemo podatke. Torej, podatki so tisti, ki nam lahko pomagajo v Sloveniji ali pa pač ne.
Se opravičujem, ker kradem čas, ampak kljub vsemu bi želela naslednje poudariti. Velikokrat zdaj kritiziramo mlade ljudi, se pravi študente, kot da res pridobiva manj znanja, ne, kot pred leti. Ampak opažanje kažejo naslednje. Vse ankete, vprašalniki, ki jih imamo študenti, fokusne skupine kažejo na to, da se mladi danes najraje učijo v manjših skupinah, iščejo prostore po fakultetah, po knjižnicah in oni sami poiščejo načine, da sedijo skupaj, si pomagajo in iščejo, se pravi, naprednejše partnerje in ob tem uporabijo tudi računalnik, kakorkoli že. Skratka, oni iščejo človeški kontakt in iščejo nekoga, ki več ve. To pa bi lahko rekla, da za našo generacijo ni bilo značilno. Mi smo verjeli učitelju, mi smo verjeli knjigam in nismo bili sposobni tako sodelovalnega učenja, timskega dela, kar ste tudi vi prej omenili. Torej, jaz sem glede mladih ljudi zelo optimistična. Oni znajo boljše, hitreje in jaz si sam to želim, da bi imeli ustrezne infrastrukturne pogoje, da bi imeli zelo dobre knjižnice in da bi lahko delali v manjših skupinah, tudi se pravi z učitelji v manjših skupinah in ne v tako množičnih skupinah, kot morda ta trenutek na mnogih univerzah ali fakultetah se dogaja. Se pravi, ključ do res dobrega znanja na najvišjih stopnjah taksonomskih je zagotovo delo v manjših skupinah. In ko bomo to plus, se pravi, kako se že reče, umetna inteligenca, ne, povezali, pa bomo v bistvu dosegli tudi vsi tiste kompetence, ki so bile tam gor na vrh. Ne. Ko sem rekel, da financiranje ni problem, ne, nisem mislil, da je to dobra stvar. Ne. Kar sem hotel povedati, ne, je, če si zamislimo neko idejo, ki gre čez, torej za rektorsko konferenco za vse univerze, ki gre pač skozi, ne, ki je cross-dimensional, rečemo temu, ne, mislim, da se lahko gre na evropske sklade in na drugačne pogovore z komisijo. Torej, če si izberem zdaj komisijo kot neko, s komu bi se lahko pogovarjali o tem. Ne. Torej, o tem hočem povedati, da se začne pač dialog, da se izbere tri konkretne, ali pa dva, ali pa enega, ne, skozi vse univerze, ali je to zdaj odprto izobraževanje pa platforma, ali je to, ne vem, machine learning, pa skills modeling, pa competence modeling na vrhu tega, karkoli, ne, ampak da se pač zapelje v to skupni pogovor in pa se najdejo finance, pač da jih mi iščemo in da jih lovimo, ne. Drugače jih pač enostavno načeloma ni na horizontu, ne, razen če jih ne gremo loviti, ne. Se pa strinjam z vami zelo, kaj ste rekli, da... Ja, jaz bi zdaj s tem kar zaključila. No, jaz mislim, da smo na zelo lep, konstruktiven način uspeli zaključiti ta naš pogovor. Zahvaljujem se vam za pozornost, za vse komentarje. Kaj ne rečem, veselo na delo, ne? Čaka nas veliko še izzivov, tako da sem prepričana, da bomo v roku 2 let, kolikor imamo še časa, ne, v okviru tega pariškega sporazuma, pa imeli tudi konkretne rezultate oziroma korak naprej pri izvajanju teh korakov. Tako da zdaj vas vabim naprej po programu, mislim, da je čas za kosilo. Uživajte, no, zdaj le 1 urco v Vipavi, potem pa veselo na delavnice naprej. Hvala lepa.